Jaz sem rekla, da se dan sem jokala. Would you look at that? Wow. Hofer Lillhall. Sreda je, polovica dneva gre za vlog, kot ponavadi. Danes sem se odločila, da malo spraznim hladilnik in sicer naredila bom korenček honey glazed z medom, maslom. Naredila bom zmiksano feto z grškim jogurtom, začimbami. Potem bom pa še zraven naredila tuno z kumarami in grškim jogurtom. A grejo te stvari skupaj, ne vem, sam pač porabljam kar manj, kot sem rekla. Torej, jutri je moj rojstni dan, ne vem, zakaj delam tak velik pomp iz mojega rojstnega dneva, ampak ful stvari se okoli tega dogaja. Tako da vam moram pokazati, kaj sem danes dola dostavljeno. Oh, my goodness, kak lep shopping. Toliko različnih stvari, ful mi je všeč, ko ima te travniške rožice malo, oziroma take pač različne peonies, ne vem, kako se to slovensko reče, seveda vrtnice, pa ta barvna paleta, pač res ono, ne morem se ga ne gledati, tako da mi bo krasil zdaj mizo, bom pa to pol odstranila, dala sem no tudi ono za oni prah, tako da, wow, moram se ne gledati. Gremo zdaj skuhati, ker sem že lačna.
dobro zgleda, moram reči. Dobro jutro! It's my birthday! Moj resni dan je. In glih sem brala vaše komentarje in želje in voščila na tem videu, ko sem ga objavila. Tako da, hvala. Pa šele objavila sem ga, ni že to komentarjev. Najlepša hvala. Tako da, perfekt, da sem se zbudila v toliko voščil. Ste prijazni. Zdaj pa prva stvar, ki me čaka za rojstni dan, prvo darilo je posoda, ki jo včeraj nisem pomila. Jaz sem mislila, da bom včeraj vse okrasila, pomila in sem napol tako zmatrana, da sem na kavču zaspala. Ampak sem se pa ful naspala in ura je 8, tako da imam dosti cajta. Tako da to posodo pomijam, muziko si bom grdala. Jaz ponavadi doma ne rada muzike poslušam, ful me moti, ne vem zakaj. Rada jo poslušam v avtu in tako naprej. Ampak zdaj si bom pa dala malo muzike, pomila, pol bomo okrasili z baloni. Pol se bom malo spravila, ker grem pol na rojstnodnevni brunch z Nino v center, tako da bo fajn. Vreme je pa tudi zelo lepo sončno, sicer malo mrzlo še, ampak pol se bo ful ogrelo. Gremo pomiti posodo. Zdaj pa treba balone nafilati, edini problem je, da imam samo eno to utež. Ne vem, kje imam druge, jih imam v kleti ali ne. Pol bom šla v klet, zaenkrat bom uporabila druge stvari, da bojo obtežile moje balone, se bomo znali. V glavnem, ja. Kakšen mini je, perfekt. Ej, zakaj ne deluje? Okej. A ni dosti tega? A misliš, da je prvo bil nek navaden plin, no, tako? No, čudno. Ali pa da je folija pretežka. Ja, ta definitivno deluje. Ker nimamo več uteži, bomo uporabili neke naključne zadeve. Da vidim, če deluje. Hello, it's me. Nekaj ni bilo po moje prvo rundo. Čekaj. This is my pity party. I'm gonna cry all night and I'll flip the bird at the guys. I don't need nobody. Evo, sem se odločila, da bo to moj brunch birthday outfit. Srečka, pa široke hlače. Lase si bom pol verjetno skodrala, tako da, ja, si jih sem tako dala, ker so bile malo, včeraj sem si jih oprala. Drugač sem pa glih kar dobila mail, da bo danes dostavljen moj kafe avtomat. Mogo bi biti jutri, tako da zelo lepo rojstnodnevno presenečenje. Problem je sam, da grem jaz na brunch in ne vem, kdaj bo poštar prišel, tako da bom pa pol sama pobrala paket na pošti verjetno in ja, ni panike, oh my god, ne morem verjeti. Ok, zdaj pa moram iti, ker bom se še ostala v H&M. Nisem pokazala končnega rezultata, v bistvu par stvari bom še premaknala, pol zdaj imam samo tukaj malo fraj, da lahko hodim skozi, pol bom pa ta balon sem dala. Ja, ful je cute, ful mi je še ta barvna paleta, taka zabavna. Šopek se mi pa zdi, da je dan še lepši kot včeraj, ne vem, no, res čudovito. Koliko vreme sem zrihtala za svoj rojstni dan. Gremo pogledati, če ne damo kako rojstnodnevno majico. Kulturbič. To mi je ful všeč sam.
To je za poletje. Jaz sem rekla, da se tam sem jokala. In nam je kupila potonike, trenutno moje najljubše rože. Gremo na brunch, pa ja, glavno, fajn se bo imela vreme, je pa to, kako je tu lepo, če ti ja pogledaš tam mostiček, pač. Losos je dober, samo to se mi zdi, da tudi vedno izberem, pač. Ja. Smo krasili grmiček. Čili se ne bojte. Hvala. Sprezne moja sminka. Jasminko, minko, rožica, sorčica. Minko. Smišujoče. Ja, to isto. Mimosa, pa belini. Isto smo si izbrali natrgano govedino. Poached eggs. Oh yeah. Razprla. Ful lepo je. Koliko sem pisala, da se že samo Ja, čin. Pozor, pozor, klele se snemanje dogaja. O ja. Kupili smo si Santorini kave v Javji, pa vzeli smo si krosant, da bom jaz imela za svečko. Činko. Činko, nimamo pojma, kaj je to, pa za kaj se gre. A moramo kaj pomešati, misliš, da? Čekaj, nekaj full frothy. Je ful sladko. O, sladko, ampak da je. Na mojem je še bolj sladko. Red. Ok, to je sladica v bistvu. Umate. Ok. Happy birthday, Sofia! Let's make a wish. I love these colors. Yay! Oh! It's coming out! It's already coming out! Oh shit, oh shit, oh shit. I am not fearful for nothing. Katastrofa je tu. Ojoj. Ojoj, Mika, kaj smo naredili, celo katastrofo. Tako sem smatrana, ampak v dobrem smislu, wow. Wow. Bilo je absolutno amazing. Res noro. Pa da sem dobila kafe avtomat, ko ga naj ne bi dobila danes in nov je. Sem že vse nalepke odstranila, razen še to. Čudovito in ta dva šopka okoli. Glavnem, zdaj moram pa te stvari pospraviti. Ja, Mika je vesela, ker je dobila novo škatlo. Bolj je mala, boljš je, ne Mika? Bolj se natešiš, boljš se imaš. Reci ja. Je lepa in si najbolj na svetu, veš? Si smešna. Lejo. Smešna lepotička moja. Smešna lepotička si. Ok, čas je, da zgradim to poličko s to. Evo, preveriti, kako to zgleda. Je treba kaj ful zašrafati. Pa naštimati te košarice. Zamenjati s tistim. Vidim, da mogla tudi presaditi rožo, ker je čistek. Seveda mi kaže tukaj glavna.
Malenkost je ta tegelc prevelik, ampak je zelo cute. Mika, novo dekoracijo imaš zraven hrane. Visec, je bolj sika. Da vam pokažem ene par mojih rojstnodnevnih Lego kock. Ena mi še manjka, ker sem jih že sestavila, in sicer ta orhideja, ki prav paše tam na polico. In ja, tukaj imamo to retro konzolo, to mi je bilo ful všeč in v bistvu lahko narediš tudi druge stvari, računalnik, pa še to arkadno igro, sam ta retro konzola je res cool. Hrček, jaz sem včasih, to ne vem, če veste, ampak jaz sem bila ful obsedena s hrčki. Preden da sem bila jaz cat lady, dog lady, sem bila hrček lady in sem imela 3 hrčke in sem jih imela tak rada, ampak tako kratko živijo. Imamo tu vrtnice, šopek vrtnic, torej Botanical in pa seveda sončnice, tako da zdaj sem malo placa naredila, tako da tam bom še malo placa, sicer tu iz tega kota se ne vidi, za še več Lego kock. Ne bi bilo slabo imeti eno Lego sobo. Ne? Moram samo še pokazati, kaj mi je Nina podarila in kako je to ona lepo naredila, tako bom rekla, celo izkušnjo. No? Tukaj je seveda kartica od ilustratorke Irene Remc in ta je original s Črnomucko. V bistvu ona na Instagramu sprašala, bi reš pikice ali brez pikic in jaz sem, če se ne motim, izbrala pikice, tako da cute. No in bolj mi je Nina v bistvu za vsako darilo mi je nekaj napisala. V bistvu kot na nek način namig mi je dala, kaj je v te, bom rekla, prvem darilo in to prvo darilo je za tvoje počasne jutra, za pauze sredi dneva in za vse tiste trenutke, ko se vrneš nazaj k sebi. In mi je kupila črnozrno slovensko kavo, oziroma kavna zrna, ker imam zdaj pač kavni avtomat. Pol naslednjo je bilo isto, ne, pač za to knjigo in ta knjiga je v bistvu taka, jaz se še nisem brala, ona je tudi ni brala, ampak pač tam v mladinski knjigi je bila priporočena in je v bistvu tako, pač vidite, ne, moji prijatelji. Ni ono romantika, ni kriminal, ni taka zgodba v prijateljstvu, pa je dobra, je kar debela, tako da, ja. In pol Book-Nook. Jaz že imam en Book-Nook in mislim, da imam prav od čisto iste firme, pa zadnjič sem jih gledala v mladinski knjigi in poglej, zbrala je to vrtno hišo in gledajte ta stolček, škornji, lopata, rožice, glicinije ali kak že, ja. V glavnem, zelo, zelo cute, tako da to je tudi zabavno in pol daš tako v bistvu med knjige. Ja, ful lepo in pozorno, cutie. Zdaj bom skozi snemala v tem kotu, da se bo videl moj nov odsevalnik, moj nov mašin. Malo se hecam, zmešati moram drožje, zato ker mi je totalno kruha zmanjkalo. Jaz nič ne merim, ampak recimo dam toliko drožja, poskrbim, da vsaj toliko nahranim, torej da vsaj toliko dam moke in vode, mogoče malenkost več. Jutri bi mogel biti kruh, če bo vse po sreči, da ga imela za zajtrk. Ojoj, vsak je čisto. Vsak je čisto. Da bi se že naučila, ne? Zdaj pa to, kar smo vsi čakali, kavni avtomat. Nov je, odprla sem ga včeraj, tako je treba. Zdaj grem pa po navodilih, ker moram ugotoviti, kakšna trdota vode. Tukaj imaš neke listke zraven, da pa lahko označiš, da ti da obvestilo, kdaj je treba počistiti descale, se reče, počistiti ta vodni kamen, glede na trdoto vode. Torej. Pol, ja, pač prebrati, kako se ga v bistvu zaštarta, kaj moraš narediti pred prvo uporabo še. Filter moram dati no, torej ga moram namočiti v vodi, to vem. Pol pa kava, pol mora pa, mislim, da ko imaš nove te kavne, ko imaš nova kavna zrna, rabi aparat 2 poskusa, da ugotovi tako malo kakšna grobost, na grobo ali pa na fino mora zmleti to določeno kavo, da teče skozi dost, ali pa ne preveč, ne premalo. Torej, počasi, pač, ko se gre za espresso, jaz nisem nek ekspert, ampak neke osnove, pač za espresso recimo je pomembno, koliko cajta teče voda, kako je topla, kako so kavna zrna,
zmleta. Tako da je kar proces, ampak se ga veselim, pa se bom sproti kaj naučila. Pri tem aparatu, kot sem vam že povedala, je, da ti predlaga oziroma ti pomaga, ti asistira pri tem, naštimi na tako grobost, naštimi na tako temperaturo glede na kavna zrna. Torej, gremo najprej te filtre pa te zadeve zrihtati. Ok, preden da karkoli začnemo, da ugotoviti, kam bi to luč dala. Ja. Na ježke je, tako da v bistvu sem nalepiš te ježke, kam jih pač hočeš dati. Zdaj moram samo ugotoviti, da je to, kje so kakve baterije ali kako to deluje. Aha, tu so, ok. Ovdje teh malih baterij gre full not. Ni idealno, bi bilo fajn, če bi bilo zafilati, ampak nisem niti pogledala prej. Še dobro, da sem jih imela. Ok. Torej, ali tu, ali pa tu. Jaz mislim, da tu. Zato, ker mislim, tu ne rabim nekaj ful svetlo, v bistvu tu bi rabila, torej. Ali čudno, če dam sred hladilnika, a ni? Ok, ne bom se še odločila, ker se ne morem. Dobro. Tu imamo vodo. To si označiš, daj si ga nazadnje zamenijo, da pol veš, kateri mesec si ga dal not, pa kdaj je čas, da ga zamenjaš, približno 2 meseca. To moram dati hladno vodi. Tu imamo za čiščenje stvari, pa verjetno one listke, da preverimo. Kaj je to? Okay. Aha, to bo za takrat, ko bo treba umiti mašino, se mislim, veškev. Aha, to so te testi za trdoto vode. To so pa tudi tablete za čiščenje. One je pa verjetno za vodni kamen. Brush, ščetko in pa tukaj je igla, da počistiš oni parnik za mleko. To bom zdaj rabila. Tukaj imamo portafilter. Oh my god. Ta je verjetno double shot. Ta je pa single shot, torej en espresso, 2 espressa. To je pa za te dolge kave, americano, cold brew itd. To verjetno ne bom toliko uporabila. Bom pa tudi te stvari zdaj malo splaknala z vročo vodo. Ok, zdaj moram pa navodila potegniti. Tu imaš pa še v bistvu kot neke recepte, da ti pomaga. Brew tips, kao kakve nasvete. Wow, affogato, to je, ko daš espresso pa vanilija. Espresso martini. Quick start guide. Slika mi, dej. To je to. To je zrabim, slike. Sem vizualni tip. Jih je več not. Še enega imamo, če se slučajno kdaj preselimo, a ne? Nazaj not. 1, 2, 3, 8, 9. Zdaj pa gremo sprižgati to. Gumbek je tu, okej. Čez 2 meseca zamenjaš, dobro. Ok, zdaj pa kava. Vidiš. Select Classic. To že imamo.
in press brew, to bo trajalo 2 minute, stran odliješ in počistiš oziroma da se portafilter v bistvu spere. A bo nehalo. Ne. Zdaj pa to odstranimo. In bom dala gr tega dvojnega. Tek sem ga opravila, tako da to ni panike. Sušila sem ga tudi. Okay. Zdaj pa bomo zmleli zrna. To je v bistvu že tehnica not. To je mlinček in pol tudi ta temper, ko stisneš žal. Rekomendam je zdaj 18. Zdaj se nič ne vidi, ampak ja. Awesome. Ooh, look at that! Would you look at that? Evo nas. To je ful fajn, to je taka pikica, pa tudi, da moraš tak s tem v bistvu polajnati in pol. Ja. Kaj pa moram naštimati? Double espresso. A ja. Lul. Okay. Oh my god. Oh my god. Si nimam ful pričakovan, to je itak pol pač. To je šele prva kava in rabi neki setup pa nastavitev. Zgleda lepo, se mi zdi, da mogoče malo prehiter teče. Kar ne vem, kaj to pomeni, ampak ja. Ni bad, ni bad. Aha, zdaj je pa spremenilo recommendation. Torej, da se zmanjša grind size, zato ker če zdaj prvič kao naredila in je videlo, kako hitro je šlo skozi, pa kako ne, itd. Ok, torej še enkrat moram vse to narediti, zato ker rabi ene 2 do 3 da, oziroma 2 da ugotovi grind pa vse. Ok. Dobro. Not enough. Ok. Aha. Ja. Ja, zdaj pa povišalo, tako da išče pač neko zlato sredino po moje. Tu imaš pa še strength, lahko bolj močno narediš, zaenkrat tak je, kar je. Ja, po moje ona 18 bila v bistvu full cool, ker vidim, da je zdaj malo bolj teče, ampak prepočasi. Pač? Jaz mislim, da bo 17, perfekt. Oziroma je kar dalo nazaj na 18. Ja, mogoče 17 bi še tudi šlo, ampak dejansko prva je ful dobro izgledala. Tudi ta ni bad, ona druga res ni bilo kaj z nje. Ok, zdaj pa preden naredim prvo kavo, bi se rada naučila mleko zpeniti. Tako da bomo to zdaj najprej zrihtali. To je v bistvu ful fajn, ker ti piše, da kam naliješ za kero nam kapučino ali pa za latte. Imaš nad froter, to ko sam lahko naredi mleko, imaš pa tudi steamer oziroma oboje. Tako da bomo probali narediti... A ja, pa še cold foam, to pomeni mrzlo mleko pena. Za ledene kave to. Pač amazing, amazing. Piše, da moraš dati na tik. Lučka je. Lučka je za penjenje mleka, what? Ja, ne bo kaj. Po moje rabim jaz malo bolj fino mleko. To lahko pa itak pol sam narediš. Ampak gledajte, to je prva kavica, zgleda cute. To je v bistvu kapučino. Zdaj sicer se mi zdi, da bi bolj bilo na 17 med to za kavo, ampak gremo probati. Vroče.
nisem pričakovala, da mi bo dobro že iz prve. Sicer pač jaz sem provala z mlekom, nisem provala espresso, mogoče bi si jaz dala manj mleka rajš. Sem pač sam ta navodila poslušala. Labi v bistvu si malenkost, mogoče bolj močno naredila, ali pa tudi ne. To je ful dobro, jaz mislila, da bo to ful teže iz prve dobiti dobro kavo. Ok. Zdaj bom še jaz eno naredila, pa bom dala na 17. To bom dala na 17. To še nismo probali. Zdaj bom eno krpico tu rabila za to čistiti, zdaj sem samo s tem robčkom. Ta je bila zdaj na 17. Zgleda mi dosti podobno kot naprejšnja. Bomo videli. Zdaj malo manj mleka. Double espresso. Ful močno. Ok, dobro kaže zaenkrat. Po moje za latte art je fajn imeti ali to ali pa to peno, ko je malo bolj drobna, pa ne tak. To je pač za kapučino, res v nulo, ne taka fluffy. Zdaj bom pa spila to kavo, ne obe kavi, ker imamo too much. Pa grem na šmarno, vreme je neverjetno danes. Jaz sem pa na oblakih, se mi zdi, ta resni dan je bil kar tak čustven, lep, presenetljiv. V glavnem je to, da. Zdaj sem ugotovila, če dam sem to lučko, tam kjer že imam eno, ko ne dela, da je v bistvu ful fajn, ker je za posodo bolj svetlo in svetloba pada tudi sem, ko pa recimo, če imam tukaj, jaz sem bolj tu na vrhu svetlo. Oh my god, jaz sem tako pametna. Ok, dajmo to narediti. New lučka hoodies. Ko da je božič, ej. Ok, jaz sem zdaj ugotovila, da imam jaz eno uro prestring, ko sem mislila, da ga imam, tako da ne bo cajta za šmarno. Bom šla pa vseeno na en sprehod, pa v trgovino po hrano. Torej, najprej v trgovino, pa na sprehod, ja. Sili bili moj, sili bili lepotiči, Hofer Lidl Hall. Kje začnemo? Pri Hofru, kupila sem mleko, en skir mango, niso imeli mega najljubšega okusa. Kozice te moje najljubše, ko so že začinjene in zdaj so 3 evre. Prisežem, da so bile skoraj 5 evrov in zdaj so kar naenkrat 3 evre. Jaz ne vem, kako je to mogoče, so kaj zmanjšali, so meni zgleda isto, ne vem. Zeleno, mlado čebulo, pol sem kupila nek premium mango, pa te špargle, v bistvu upam, da zdrži vse to do ponedeljka sveže oziroma še malo dlje. Naredila bom tako košarico, pa bom dodala več pač različnih stvari, zelenjave, neke druge še stvari. Za Nino pa Inga fanta, ker sta se preselila in je v bistvu kot dobrodošlica domov, oziroma njun skupni prostor. Eno stvar imam za Nino, eno šalčko manj, ko je v bistvu taka, ko njena mila oblaki. Tako da tisto imam, ostalo bo pa tako bolj uporabne stvari, ki jih lahko konzumiraš, ker itak imata vse, kar je rabita, oziroma. No, tako da to dvoje za njo. Kupila sem srčke solate, zato ker danes bom delala ta Korean barbecue in je perfekt, da v bistvu vzameš en listek, pa je glih prav velik za, da si daš gor meso, pa karkoli bom še naredila. Potem sem si banane kupila, čigumije za v avto, te ful porabim. Jaz vem, da večkrat imam čigumi v ustih, ko nemam, pa pozabim. Prvo je, da jaz si ful grizem ali usnice, ali pa si grizem znotraj te ličnice. Od nekdaj že, to je pač neka. Jaz imam vedno neke take kompulzivne zadeve, ali ko sem bila mlajša, sem si nohte grizla, pol sem si v brvi pulila, to sem hvala Bogu nehala, zdaj si pa najbolj si grizem te notranje ličnice. In ko imam jaz čigumi v ustih, mi pomaga, oziroma me malo zamoti in tega ne delam, zato fulkrat imam čigumi not in dol. In dokler ne montiram videa, se sploh ne zavedam. Pa ponavadi jih imam samo v avtu, tako da vedno, ko hodimo, delam to. V glavnem, malo zgodbe za tem. V nedeljo bom delala pico, tako da sem kupila pečeno šunko, pa en edamec sir. Kupila sem tudi pusto mešano meso. Pol za danes, sploh nisem vedela, da to obstaja v Lidlu, so te zelo tanke rezine, reče se svinjski flan steak.
V bistvu, jaz sem hodila po trebušnjino kupiti, pol pa to vidim, to je še bolj perfektno za Korean barbecue. In so take tanki kosi slanine, tega je ful. Jaz sem to dala v zmrzovalnik, po moje, tak na 3 dele, oziroma en del bom danes uporabila, stalo pa bo šlo v zmrzovalnik. V nulo, sploh nisem vedela, da imajo to. Jaz sem se bala, da sploh nič ne bom dobila od tega, kar rabimo na potrebušnjino. Sej drugače na potrebušnjina je ful dobra, sem to je še boljš za to, kar rabim danes. Ene mini kumare, se mi zdi, da bo tudi tak fajn narediti ta kimči kumare s temi malimi. En crispy kinder, ki je mimogrede božanski, boljš ko knopers. Ene velike jajce, sladek krompir, moko za pico in pa za kruh. Ja, v nedeljo delam pico, sem rekla, ja. Pol imamo pa tukaj stedija, pa pepkota neke stvari. Kupila sem si baterije, zaradi tone lučke. Pol sem si pa te full cute pepkoto kupila servetke, da bo tam zraven kave, da bom lahko brisala ono za mleko, pa tak naprej. Pa kdo je tu silibili zdaj? Kdo rabi pozornost? Moj silibili. Ok, kupila sem si še eno vazo, ker zdaj, ko imam 2 šopka, si ne bom vedno imela 2 šopka. Sem ugotovila, da nimam tak nobene uporabne vaze. Da sem ta glaš uporabila, nič ni narobe z njim, ampak ja. Ne je bila v pepkotu 4 € ful taka lepa. Pa ena, da je tako mogoče malo bolj široka. Kar sem si pa kupila v bistvu za na kavni avtomat, eno tako fake mini rožo, pa da je taka lahka, ker bi rada imela tak malo. Tukaj za okras, ja, vem, too much. Pol pa, če se spomnite one košarice zadnjič, ko sem rekla, da je lahko ukrasiš, sem rekla, to bo v nulo, edino ta sveča je malo mogoče prevelika. Tako da bom imela to zaenkrat, pa mogoče pol še kaj sproti, vidim, če še kaj dobim. To je polna košara, ko sem rekla, da bom dala not, pač tako bom zložila stvari, da bo tako malo cute. Še ene soke grem kupiti, ko vem, da jih pijeta. To, pol imam še ena semena, ne ta, podobna, ko bom zraven dala, pa ono šalčko, ja. Tako da, to je ta košara. Sem rekla, da moram podeliti z vami, kako sem naredila ta korejski žar, korejski barbecue. Začela sem z mariniranjem mehko oziroma srednje kuhanih jajc in to je tako simpel in dobro, če imate radi sojino omako. Torej, mlada čebula, česen, sojina omaka, voda, jaz sem dodala še ta mirin sos ali karkoli, ni nujno, sezamove semena in pa čilija. Potem pa daš svoja jajca trdo kuhano not in jih mariniraš čez noč. Jaz sem sicer prvo že pojedla po 2 urah in je že bila dobra, pol pa je vedno bolj močna, ne. Naredila sem tudi moj slavni kimči kumare. To je tudi tako enostavno, če imaš vse te omakice. Jaz sicer nič ne merim, tako da sem vam samo napisala imena teh stvari, pa če si hočete kak posamezen recept najti, pa mogoče lažje, ampak kot ponavadi sezamova semena, sezamovo olje, rižev kis, malo sojine omake, gochujang je ful pomemben. Jaz sem dodala še malo mlade čebule, lahko tudi česna dodate, poper, soli ne rabiš, ker imaš itak od sojine omake malo slano. In to je to, to lahko že tako ješ, je v bistvu boljš jesti sveže, ker pol drugi dan kumare tako malo mehke ratajo. Pekoča majoneza, tokrat sem si dejansko kupila to japonsko majonezo, ki je malo bolj taka gladka, bom rekla, samo iz rumenjaka je narejena, pol pa v njo dodaš pač neko pekočo omako, jaz sem dodala sriračo in to čulula omako, tako da nima toliko veze in to je to. Zelo enostavno in dobro. Te azijske stvari kupim v tem azijskem supermarketu, BTC, jo lahko pa naročiš tudi na internetu. Pol imamo tukaj buldak rezance, te sem že delala in to so te carbonara. Jaz si prej zmešam omako, torej dam vodo pa to carbonara omako, te pekoče dam pa samo pol, ker je ful preveč pekoče. In ker sem samo pol tiste dala, sem pol še dodala malo majoneze in kasneje sem dodala še en rumenjak za malo več kreme, za malo več omake, ki je pač v bistvu ki jo zadnji pustiš, da bolj dodaš. Rezance skuhaš, odsediš in to omako preliješ in bolj taka gosta rata, kremasta in bolj, ko sem že v bistvu bolj, ko ne bila konc z delanjem rezance, sem sam še dodala rumenjak in ga umešala in to je to, ker itak se takoj s to vročino skuha. Zdaj pa, kar se mesa tiče, sem imela 2 opcije, imela sem to pljučno, ki sem jo narezala na take tanke kose, najboljš bi bilo, da bi jo zmrznjeno narezala, ampak sem pozabila. Pol sem imela pa še tisti flank steak oziroma tako debelo slanino, trebušnjino in
Jaz nisem nič začinila, razen tista potrebušnjina je malenkost začinjena. Evo, to je jajce po 2 urah pa pol že v bistvu marinirano. Ni bil ekstremno močen okus od sojne omake, ampak glih tak pravno. Pol drug dan je bilo malo bolj očitno, da so marinirane. In v bistvu korejski barbecue je bolj kot ne, da pripraviš te vse solate in to in pol si sproti pečeš, kar pač hočeš. Eni tudi naredijo marinado za meso. Jaz iskreno se mi je zdelo, ker imam vse tiste druge zadeve, kimči, tak dost azijsko, da meso je že tak samo po sebi tak dobro, da ne rabi kakih začimb, razen malo sem dala soli pa popran na pljučno govedino. In pol si narediš tak čuvniček z solato, rižem in si pač naložiš, kar si hočeš. Glih moj kimči, ki sem ga zadnjič delala, bil pripravljen, tako da tudi to se je lepo izšlo. Pa te rezanci z jajcem, kar zdaj bi jih jedla. Glavnem, po togem cajtu sem res toliko pojedla, da se na koncu premikati več nisem mogla. In tukaj se jaz od vas poslavljam. Upam, da ste uživali v videu, tako sem jaz v montiranju. Kot vedno, ker tako malo podoživljam stvari, ko grem čez te videe. Upam, da vam nisem preveč težila s tem kavnim avtomatom in tudi pač živ naprej se upravičujem. Ampak tako sem navdušena in pač navajena sem, da se delim z vami. Hvala vam za ogled, za dodatno podporo, pa če hočete, lajkajte ta video, mi ful pomaga. Pa zdaj imaš tudi to opcijo, da daš, da izraziš navdušenje. Ponavadi, ko lajkaš video, ti da to opcijo, da točke porabiš, da izraziš navdušenje, ne vem, in pol je moj video rankan malo bolj višje na slovenski sceni. Nekaj take. Tako da ja, to sem samo še hodila reči se komu da. In ja, se vidimo naslednjič. Čau! Missing someone